Pozdravljeni. V zadnjih sezonah smo mnogokrat slišali v raznih medijih, kako so določeni proizvajalci pogonskih sklopov dosegli ali presegli magično mejo 1000 konjskih moči. Kaj je bilo tu pri tem magičnega, naj si pove vsak sam, a dejstvo je, da teh 1000 konjskih moči v realnosti lahko sploh ni takih, kot si marsikdo predstavlja. Namreč, zavedati se moramo enega dejstva. Ta številka je bila povedana v medijih, a nismo videli nobenega grafa, ki nam bi pokazal, pri kakih obratih je bil navor v taki vrednosti in moč pogonskega sklopa taka, kot pravijo. Vse se je šlo na neko zaupanje, na besede. Bili so podatki, ki smo jih dobili, naprimer iz testne mize in ne iz bolida, to se pravi, na asfalt se je lahko prenesla bistveno nižja količina moči. A to konec koncev sploh ni važno. Kajti malokrat se zavedamo dejstva, da se pogonski sklopi imenujejo tako z enim razlogom. Namreč tudi ta vir moči, katerega opisujem v tem prispevku, nima samo enega izvora, temveč dva. In zato jih je neumestno klicati motorji, čeprav nekateri vztrajno to ponavljajo. Namreč imamo motor z notranjim izgorevanjem, kateri je prisilno polnjen in da določeno količino moči, in imamo MGUK, kateri tudi prispeva v to vsoto. Poglejmo samo malce starejši članek iz spletne strani maxfn.net, kateri za prejšnje sezone nekako prikazuje to enačbo. Ampak smo prepričani, da moč, ki jo ima motor z notranjim izgorevanjem, plus moč, ki jo doda MGUK, da tisto skupno vsoto, kateri mnogi pravijo, da je 1000 konjskih moči. Seveda, matematika A plus B je enako C, a tu smo v formuli 1, kjer niso stvari tako očitne, kot nekateri poenostavljajo. Namreč, kolikor vzamem nek splošen graf, ki ponazarja navor in moč nekega posplošenega motorja, vidimo, da pri različnih obratih je moč različna. In kje piše, da bom MGUK rabil praktično na vrhuncu tega grafa? Še več vem, da je omejena rotacija na 15.000 obratov v minuti. Kam bom pa pospeševal po nekem vrhuncu? Po mojem nikamor, kajti limitator bo vstopil v delovanje in odrezal črpalko za gorivo. Zato je bolj verjetno in meni bolj logično, da bom to dodatno moč, katero lahko sprostim s pritiskom na gumb, koliko imam energijo v bateriji, da bom to dodatno moč uporabil v tistem delu, ko nimam dovolj moči, to se pravi, ko bodo obrati nižji in tako lepše, bolj gladko, bolj hitro pospešil. In če pogledamo, na katerem delu grafa je to, vidimo, da A plus B ni enako tistemu C, ki nam vsi drugi pravijo. Res, MGUK po pravilu nam daje nekje 161 konjskih moči. In res, motor z notranjim izgorevanjem ima lahko 840 ali več konjskih moči. Ampak po tej razlagi smo prepričani, da nam da to skupaj 1000 konjskih moči ali več. Jasne, ampak mnogi se tega poslužujejo, zato ker se lepše sliši. In pojdimo še malce naprej. V mnogih bolj strokovnih medijih lahko slišimo tudi razlage inženirjev, kot je na primer Enrico Benzing, kateri dajo zelo poglobljene analize o tem, kako je razmerje med tema dvema faktorjema in kakšna je moč določenega pogonskega sklopa, a dostikrat mnoge faktorje posplošijo, mnoge stvari kar enostavno pozabijo in interpretirajo, na primer, moč pogonskega sklopa sodobne formule 1, glede na to, v kolikih sekundah doseže kako končno hitrost. Seveda, brez tega, da bi na primer upoštevali zračni upor, oziroma mehanski oprijem, oziroma prenos sile iz koles na asfalt, kar seveda nam da misliti, da nekaj tukaj ni v redu. Tudi sam Enrico Benzing dostikrat za Mercedes navaja, da ima nelegalno gorivo, ker se verjetno njegove teorije ne poklapljajo s tistim, kar mu dajo rezultati teh njegovih računov.
A vseeno, vemo, da je Formula 1 izjemno konkurenčen sektor in kolikor bi kdo rabil nelegalno gorivo, bi sledil protest. Spomnimo se samo tistega govorečenja, ki sta ga imela oba najvišja predstavnika ekipe Red Bull o čudnih vonjavah pri gorivu, ki ga je uporabil Ferrari, a protesta ni bilo. Zakaj ni bilo? Ker je bilo verjetno vse v najlepšem redu. A o gorivu samem sem že govoril drugot. Zavedati se moramo, da pogonski sklop v sodobni Formuli 1 nima tako velike veljave, kot mu nekateri dajejo. In tudi, če bi imel pogonski sklop 1000 ali 1100 ali 1050 konjskih moči, koliko bi to pravzaprav pomenilo v tisti skupni enačbi, ki na koncu pomeni zmago. Poglejmo primer iz lanske sezone, veliko nagrado Madžarske. Oba Ferrarija sta bila porazna. Sicer 3. in 4. mesto, a zaostanek Sebastiana Vettela na 3. mestu je bil minuto, 1 sekunde in 433 tisočink. Ogromno. Seveda, na to je prišla velika nagrada Belgije, Italije, serija pole positionov in mnogi novinarji, mnogi mediji so navajali, da tretja specifikacija pogonskega sklopa Ferrari je bila tista najmočnejša, velik razvoj, velik skok naprej, kar verjamem. S to malo pripombo, da na veliki nagradi Belgije, kjer je Charles Leclerc dosegel pole position in zmago, so rabili pogonski sklop specifikacije 2. Istega, ki so ga rabili na veliki nagradi Madžarske, s tem dodatkom, da je imel še nekaj kilometrov več. A o tem vsi lepo tiho, ker si ne znajo razložiti, da kar naenkrat iz minute zaostanka je prišla fantastična zmaga. Verjetno zato, ker lastnosti proge so pasale tistim lastnostim, ki ima šasija, tistemu konceptu bolida in od tod je razlika. A si še kdo izmed nas predstavlja, da je pogonski sklop, ki ga ima na razpolago tovarniška ekipa Mercedes, toliko različen od tistega, ki ga ima na razpolago na primer Williams? Govorimo o prvi in o zadnji ekipi. Razlika je vsa v šasiji, seveda, in zato je brez veze navajati določene podatke, kateri izgledajo magično, fantastično, bombastično, a na koncu nam ne povedo dosti o tem, kako se bo določen bolid obnašal na progi. Seveda, pogonski sklop je pomemben. Več konjskih moči, kot imamo na razpolago, boljše je. A to še ne pomeni, da določene številke, katere niso podprte z nekaterimi dejstvi, nam povedo, da sedaj kar naenkrat bo pa nekdo začel zmagovati. Toliko o moči pogonskega sklopa. Kaj bo v sezoni 2020, bomo pa še vse videli. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.